Pozdravljeni. Na veliki nagradi Španije je marsikdo izmed nas navdušencev pričakoval, da bomo videli drugačno razmerje moči od tistega, ki smo ga bili vajeni v prvem delu letošnje sezone. Ampak konec koncev kakšnih drastičnih sprememb ni bilo. Danes bomo skušali ugotoviti, zakaj. Priznajmo si na samem začetku. Mediji so ustvarili prevelika pričakovanja. Kot prvo smo lahko v tednih pred veliko nagrado Španije brali mnoge poenostavljene članke, ki so govorili, kako od velike nagrade Španije naprej se prednji aerodinamični stabilizatorji ne bojo sploh več upogibali, kar je čista laž in, kot smo videli tudi na posnetkih, vse prej kot resnično. Videli smo lahko, da nova tehnična direktiva ni napravila nič drugega, kot omejila upogib samih aerodinamičnih profilov, kar pa še ne pomeni, da so s tem nekako dokončno zaprli tisto zanko, ki so jo v resnici začeli uporabljati pri McLarenu na lanski veliki nagradi Miamija. Preizkus, ki ga tehnični delegati FIE opravijo pred samim začetkom vikenda, je sedaj strožji, ampak to v resnici ne pomeni nič. Vse ekipe, od tiste najboljše pa do one najslabše, so uporabljale ta trik. In sedaj, ko so pri FII malce vpeljali strožja pravila, so v bistvu vsi izgubili dobesedno isto. Smo v čisto drugačnem položaju, kot je bil tisti, če se kdo spomni, ko je imela samo tovarniška ekipa Mercedes tako imenovani sistem DAE. Upogibanje prednjih profilov v letošnji sezoni je bilo nekaj, kar so imeli vsi že od približno zadnjega dela lanske sezone. In tu je treba povedati, da na primer prednost McLarena zagotovo ni skrita samo v tem delu in izničenje kakršnekoli prednosti ni prineslo spremembe v razmerju sil. Marsikdaj povprečni navdušenec Formule 1 misli, da ima določen bolid samo eno lastnost, ki ga naredi v navednicah nepremagljivega. Sicer nekoč je bilo to res in spomnimo se, na primer, Lotusa 79, ki je bil prvi uspešni zmagovalni bolid, ki je izrabljal talni efekt. Ampak govorimo o poznih 70 letih prejšnjega stoletja. Od takrat do danes se je spremenilo marsikaj in prednost, ki jo vidimo na progi, je seštevek majhnih, morda s prostim očesom, skorajda neopaznih podrobnosti. Tudi verjetno ste zasledili sami, kako so pri ekipi Red Bull se konstantno pritoževali nad nekim skrivnostnim sistemom, ki naj bi ga imeli pri McLarenu, kar se tiče hlajenja zadnjih zavor. Zakaj? Ker skrivnost prednosti McLarena je nekako porazdeljena po vseh delih bolida.
ne samo v neki podrobnosti, ki bi jo, ukolikor bi veljala tista posplošena miselnost, lahko kar tako na hitro izbrisali. Ampak povedal sem, da pravila veljajo za vse enako, in če se ne sme uporabljati preveč upogljivih prednjih profilov pri McLarenu, jih prav tako ne sme uporabljati pri Mercedesu, Ferrariju, Red Bullu, Williamsu ali Sauberju. In zaradi tega razmerje sil, ki smo ga videli pred veliko nagrado Španije, je ostalo dobesedno isto tudi po njej. Le da na splošnem so bili bolidi počasnejši. In mnogi se boste sedaj začeli spraševati, zakaj je bilo pa potem to tako potrebno. Iz dveh poglavitnih razlogov. Prvi, zaradi tega, da so pri FIA ustavili razvoj glede te upogljivosti določenih elementov. Namreč ekipe so uporabile ogromno truda, da so napravili na primer profil, ki je zdržal tisti statični test, ampak v trenutku, ko je bila na progi prisotna za malenkost višja sila od one predpisane, se je upognil bistveno več. Zato pri FIA so nekako dali malce strožje pogoje, da bi poizkusili to zaustaviti. In drugič, gre za varnost. Tak element je mogoče bolj krhek, ker pa omogoča višje končne hitrosti, zna biti situacija bistveno bolj nevarna, ukolikor seveda bi profil, na primer, na oni presneto dolgi ravnini na progi v Bakuju popustil in bi se kar naenkrat voznik znašel brez oprijema, kjer bi se lahko ustavil pred zaščitnim zidom tam v prvem ovinku na ulicah Bakuja ali pa tudi ne. Namreč FIA poglavitno mora skrbeti za varnost. Ta sprememba, vsaj kot jo jaz razumem, strmi proti temu, ne pa proti neki situaciji, kjer bi mogoče McLaren kar naenkrat ne bil več tako konkurenčen in bi po drugi strani na površje prišli Mercedes, Red Bull, Ferrari ali pa kdo drug. Ampak ne smemo pozabiti na neko malenkost. So ekipe, ki tehnično niso tako sposobne, kot so na primer že prej citirani McLaren, Mercedes, Ferrari, Red Bull in seveda lahko bi našteval še tako naprej. In prav oni bi v kratkem času lahko sestavili prednji aerodinamični stabilizator, ki bi seveda ustrezal zahtevam, ampak ne bi bil tako konkurenčen na sami progi. Ponavadi se to dogaja tistim, ki so bolj v ozadju, torej takšna sprememba zagotovo ne bi smela spremeniti razmerja moči tam spredaj, lahko bi pa povečala zaostanek pri onih zadaj. Torej, vidimo, da pravzaprav so nas mnogi avtorji malce potegnili za nos. Nekako so nam obljubljali nekaj, kar že v teoriji je težko izvedljivo, ampak kot zgodba se lepo bere, to moram priznati. Seveda, možno je, da bi lahko pri ekipah napravili kakšno kardinalno napako, ampak za dirko ali dve bi seveda to spremenilo razmerje sil. A bodimo iskreni, si vi predstavljate, da bi lahko pri McLarenu, Red Bullu, Mercedesu ali pa Ferrariju popolnoma zgrešili
koncept prednjega aerodinamičnega stabilizatorja glede na nove statične preizkuse. Sam resno dvomim. Seveda, napravili so vse, kar je bilo v njihovi moči, da so zagotovili seveda tistim zahtevam, ki jih je podala FIA. Naprimer pri McLarenu in Mercedesu so bili na to pripravljeni še pred dirko za veliko nagrado Španije. Videli smo jih preizkušati nove elemente že v Imoli. Torej, jasno nam je, da pravzaprav vse tiste želje o spremembi samega razmerja sil na veliki nagradi Španije so bile edino želje tistih, ki bi radi imeli neko spremembo, pač zato, da ne zmaguje zmeraj en in isti. Ampak tak navdušenec verjetno ne pozna dobro, zakaj gre pri Formuli 1. Ampak za danes, kot ste dobro razumeli, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.